Godalni kvartet Korkoras, ki ga vodi violinist in skladatelj Marjan Dović, združuje izbrane glasbenice in glasbenike, izhajajoče iz različnih glasbenih okolij, od resne klasične glasbe do latina, etna in improviziranega džeza. Temu primerna je tudi širina repertoarja, ki ga goji kvartet. Delamo že kakšno leto in pol, pravzaprav smo se nekako zbrali in povezali zaradi ljubezni in strasti do komornega skupnega muziciranja. V bistvu smo nekako zasnovali ta godalni kvartet Korkoras, ki pa ni čisto navaden godalni kvartet, kot boste pač nocoj lahko videli. Namreč gre za kvartet, ki se je nekako bolj usmeril tudi v džez in improvizacijo, čeprav igramo seveda tudi nekaj klasičnega repertoarja. Smo bili pa pri tem klasičnem repertoarju spet nekoliko izbirčni in smo se ozrli predvsem malo na vzhod, malo na Balkan, iskali neke bolj etno ritme, pristope in tako naprej. Poleg našega sogovornika Korkoras sestavljajo še Pija Zorko na violini, Maja Remic na violi in Ana Arh na violončelu. Godalni kvarteti so pri nas sicer prej izjema kot pravilo. Nastopili smo že na nekaj manjših festivalih, nekajkrat v Sloveniji v glavnem. Imamo pa kar nekako dolgoročne cilje, sploh zato, ker smo pravzaprav edini tovrstni kvartet v Sloveniji. Prav takih kvartetov, ki pa res tako so improvizirano muziko, so bili pa sam stringsi, pa new stringsi, deloma še godalika, se pravi Batista ekipa, ne. Mislim, tukaj smo pa pač recimo iz različnih, bi rekel, glasbenih logov, zbrani glasbeniki, ne. Recimo Pija in Ana ste sicer čisti klasičarki, ne. Maja je, na primer, ne vem, je najprej diplomirala na Akademiji za glasbo iz klasične violine, pa je potem šla na džez v Graz, je študirala džez vokal in tako naprej, no zdaj pri nas igra violo in tako dalje. Svoj tokratni koncert so izvedli v novomeški galeriji Simulaker. Ja, danes se pravi igramo dela Glazunova, ruskega romantičnega skladatelja, potem imamo Bartoka, romunske plese. Predstavili bomo nekaj komadov, ki sem jih za godalni kvartet priredil iz svojega albuma Gorjanske bajke in potem še nekaj jazz kompozicij, nekaj mojih, nekaj Chick Corea v aranžmaju Vlada Batista. Na odru igrajo od mojstrovin klasicizma in romantike do vrhuncev komponiranega kvartetnega repertoarja 19. in 20. stoletja, s poudarkom na delih slovenskih skladateljev, od etnično obarvanih skladb sodobnih slovenskih skladateljev, kot so Dovićeve Gorjanske bajke, do prefinjenih džezovskih kompozicij in aranžmajev, ki vključujejo improvizacijo in vokalne vložke. Mislim, zaenkrat nimamo takih ambicij, recimo, da bi se na neke velike tuje festivale skušali prijavljati. To zaenkrat ne. Mislim, zaenkrat bolj delamo v lokalnem oziroma v slovenskem okolju, ne. Potem bomo pa pač videli, no. Jaz mislim, da se to muziko seveda tudi dosti atraktivno narediti, ne, je pa, kaj se vem, je pa po svoje težko pravzaprav godalni kvartet, ne. Mislim, zelo malo je tudi na svetu godalnih kvartetov, ki to dobro delajo, ne. Tako da mislim, to je za nas pač velik izziv, jasno, ne. Posebnost Korkorasa pa je tudi vokal, ki se vsake toliko vključi v godalno dogajanje. Vokal se vključuje, Maja je pevka namreč. Načeloma smo sicer godalni kvartet, no, ampak bomo videli, morda bomo danes tudi v kakšni drugačni orkestraciji kakšno zaigrali. Pomemben element na njihovih nastopih je tudi improvizacija. Improvizacija je kar pomemben del, v bistvu, no, za improvizirane sole pravzaprav skrbijo predvsem jaz in Maja. Delamo pa tudi na skupinski kolektivni improvizaciji, no, tudi za kakšne uvode in tako naprej, no, ampak je dosti pomemben element za nas in v bistvu to je tudi nekako naša posebnost, no, ker tega pač drugi godalni kvarteti večinoma ne počnejo. Pravzaprav oder je oder, glasbeniki smo glasbeniki, pač glasbe pa konec koncev glasba, se tukaj ni pravzaprav meja, ne, mislim, delamo pač vse, ne.